Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Slovenija, Italija, Avstrija, Francija, Španija, vse te države ležijo v Evropi. No, in če vas zanima več o tej celini, ostanite z nami. Z mano v studiu je gospod Zoran Habot, s katerim bova danes spoznavala Evropo. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Evropa. Odkot to ime sploh izvira? Antično ime. Zeus se je zaljubil v eno gospodično z imenom Evropa in kako bi jo osvojil, direktno ni moral, to se je spremenil v enega bika, zelo lepega, ga je Evropa zajahala in oba sta odletela oziroma šla v Kreto, kjer se potem Zeus spremeni v Boga, se zaljubi in potem na osnovi tega da tej pokrajini ime tudi Evropa. Pa spada Evropa med manjše ali večje celine? Manjše celine ni najmanjša, ampak je naša domovina oziroma naša celina. Je pa zelo razčlenjena celina, posebna celina, zgodovinsko tudi zelo pestra, polna, tako da ja. Kje pa bi našli Evropo, če bi zavrteli globus? Evropo najdemo na severnem delu Evrope, skozi gre tudi začetni poldnevnik, tako da najdemo na vzhodni in zahodni polovici, več na vzhodni, manj pa na zahodni polovici. Pa so vse meje Evrope kopne? Ne, niso vse meje Evrope kopne, seveda, ker je zelo razčlenjena v smislu hobotnice, veliko polotokov in otokov ima, tako da najdemo države, ki imajo samo se pravi celine oziroma ki imajo kopne, imamo države, ki imamo morje, kot tudi naša Slovenija. Omenili ste polotoke in otoke. V čem je razlika? Razlika je v tem, da se polotok drži kopnega, kot naša roka, otok je pa nek skupek, neko območje, ki je sredi morja oziroma oceana. Katere pa so skrajne točke Evrope? Skrajne točke Evrope, če greva, ko zima se približuje na severu, je Nordkap, potem imamo na jugu v Italiji, najdemo oziroma na otočje, kot je Kreta ali pa na Cipru. Na zahodu je to Portugalska, na vzhodu pa gorovje Ural, saj del Rusije, čeprav je velik del tudi v Aziji, štejemo tudi k Evropi. Azija torej. Evropa in Azija skupaj sestavljata nekaj prav posebnega. Res je, no. Dejansko je to ena celina, no. Če gremo tudi pogledati po geološki osnovi, ampak zaradi skupne zgodovine, pestrosti, razlik smo razdelili Evropo in Azijo čez gorovje Ural, čez reko Ural, Kaspijsko jezero, čez gorovje Kavkaz do Črnega morja, na dve celini in sicer velika država Rusija, ki je pač na obeh celinah, jo pa pač obravnavamo tule in tam spoznavamo. Prej sva se že pogovarjala o razčlenjeni obali, otokih in polotokih. Kateri pa so tisti najbolj znani? Nam najbolj znan polotok v Sloveniji, če gremo z naše države, seveda Istra. V resnici se nam zdi velika, je to majhen polotok. Potem ne smemo pozabiti na Pirenejski polotok oziroma Iberski, kjer so Portugalska, Španija, naša zahodna soseda, Apeninski polotok, Skandinavski polotok na skrajnem severu, potem polotok Kola, Balkanski polotok, del katerega smo še tudi Slovenci, se pravi, to so tile največji. Zanimiv pa je polotok Bretanija, ki je v Franciji, ki ima zelo podobno ime kot Velika Britanija, ampak leži pa na kopnem. No, v Sloveniji govorimo slovensko. Kako pa je z jeziki v Evropi? Evropske jezike uvrščamo več skupin. Slovenski jezik, hrvaški jezik, češki, ruški spada med slovanske jezike, potem imamo germanske jezike, nemščino, skandinavske jezike in romanske jezike, ne smemo pozabiti italijanščina, španščina. Posebna jezika sta pa madžarščina, pa finščina, mogoče še malo estonščine, ki spada v ugro-finsko skupino. Ostali so še pa potem se za sebe šteje, se pravi, to so pa te največje skupine jezikov. Zakaj pa so jeziki razdeljeni v takšne skupine? Zgodovinsko gledano je to odvisno, kako so se naši predniki preseljevali sem iz Daljnega vzhoda in nismo imeli skupne zgodovine in potem so se nekako razdelili na sever skandinavski, germanski, potem na skrajni zahod romanski jeziki. Slovani smo postali tudi Podkarpati na Balkanskem polotoku.
No, Evropa je razdeljena na več geografskih enot. Koliko jih je? Res je kar veliko. Slovenci spadamo v Srednjo Evropo, če gremo za Srče, potem če gremo na zahod je Zahodna Evropa, na jugu pod nami Hrvaška spada jugovzhodno Evropo, na južno od Zahodne Evrope in jugovzhodne potem Južna Evropa. Ne smemo pozabiti še tudi na Severno Evropo, te skandinavske države, pa na Vzhodno Evropo z veliko Rusijo, Ukrajino. Pa to. Zakaj pa je sploh razdeljena na geografske enote? Tudi zgodovinsko gledano, tudi naravno geografsko, skupne značilnosti, podnebja, rastlinstvo, zato jih tudi štejemo skupaj, oziroma neke skupne posebnosti imajo. Tudi razvoj gospodarstva, zgodovine, se pravi vojn, zaradi tega štejemo skupaj. Torej je geografija v veliki meri povezana z zgodovino? Ja, geografija je naravno in družbena geografska veda in eno brez drugega dejansko ne gre, se pravi, moramo upoštevati neke posebnosti, specifike z naravnih značilnosti, pa seveda tudi zgodovino zraven, da lažje razumemo. No, več o geografskih enotah pa po kratkem glasbenem predahu. Leto je okrog, spet romantika, to je najin čas, zvezde svetijo z neba. Rad bi ti povedal, da si še bolj moja, da zavedno s tabo bom delil srce. Greva na lučke, lučke, da zasvetijo se ti učke, učke. Peljem te na lučke, lučke, greva sami dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke. Spet zaljubil se bom vate, ljubica. Ker si z mano, res mi je lepo, pod zvezdami sva sama, naj vsako leto bo tako. Greva na lučke, lučke, da zasvetijo se ti učke, učke. Peljem te na lučke, lučke, greva sami dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke. Spet zaljubil se bom vate, ljubica. Na na na, na 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 na. Hey! Na na na, na 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 na. Zasvetijo se ti učke, učke, peljem te na lučke, lučke, greva sami dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke. Spet zaljubil se bom vate, ljubica, ljubica. Smo že nazaj. Danes z gospodom Zoranom Habotom spoznavamo Evropo. Prej ste našteli geografske enote Evrope. Jih lahko še enkrat ponoviva? Seveda. Začnimo s Srednjo Evropo, kjer je tudi Slovenija. Na zahodu imamo Zahodno Evropo, na severu severno, na vzhodu vzhodno. Na jugu pa imamo dva dela, jugovzhodno Evropo in Južno Evropo. Pa začniva z Južno Evropo. Katere polotoke uvrščamo sem? Največji je Iberski polotok oziroma Pirenejski polotok, kjer sta Španija, Portugalska. Potem pa ne smemo pozabiti tudi naših zahodnih sosedov s Pirenejskim polotokom. Imamo še potem manjše, ampak ta dva sta pa res največja.
K Južni Evropi spada veliko otokov, kaj ne? Res je, veliko otokov, ki radi tudi sami dopustujemo, prav jih raziskujemo, zgodovinsko so tudi bili zelo pomembni, Kreta, Velika Sicilija, Korzika, Sardinija, čeprav pri Sardiniji je zanimivo, čeprav v Sredozemskem morju ištemo, pa k Zahodni Evropi, ker spada pod Francijo. Pa ne smemo pozabiti Balearov, Ibiza, Majorka, Menorka, to so 3 otoki, kjer veliko tudi naših mladih tam dopustuje. Katere države pa so v Južni Evropi? Če jih začneva čist na zahodu, z največjimi se pravi Portugalska, ki ima tudi Atlantski ocean, potem Španija, Italijo ne smemo pozabiti. Potem pa znotraj Italije imamo kar nekaj manjših držav, in sicer Vatikan, potem ne smemo pozabiti San Marino, Monako, Kneževino, pa seveda veliko Grčijo. Ne smemo pozabiti, te države so najpomembnejše. Kaj pa površje? Kakšno je značilno? Zelo razgibano. Pri naših zahodnih sosedih na Apeninskem polotoku je mlado nagubano gorstvo, ki se mu reče alpitsko gorstvo. Dobilo je ime po Alpah, saj so začeli raziskovati gorovja, predvsem na primeru Alp. In potem so vsem mladim gorstvom, to so tista mlada gorstva, ki najhitrejša zdaj nastajajo, se pravi najbolj razgubana, dali vsem tako ime. Na Iberskem polotoku je pa tole Pireneji, ki so dali tudi ime Pirenejskemu polotoku. Je res, da tam najdemo še vedno delujoče vulkane? Res je, da najdemo delujoče vulkane v Italiji, Etna, ne smemo pozabiti, se pravi, če imate možnost se splačati tja potovati, to so relativno zanesljivi vulkani, se pravi, lahko po noči pogledaš, kako bruhajo lavo. Se pa tudi zgodi, da če je kak hujši izbruh, da potem obvestijo tam okoliške domačine, da se potem preselijo na varno. Da se pa tam dobiti, se pravi, če greš na Etno, tudi kak košček lave, tudi ena sodelavka mi je pred kratkim prinesla, je bila tam na dopustu, se pravi, potem lahko to učencem lažje predstaviš, kako izgleda utrjena lava, oziroma kako to izgleda v roke, si boljš predstavljajo, bolj zanimivo. Kako pa sicer vulkan sploh deluje, od kje pride lava? Lava pride iz notranjosti, se pravi, naša zemlja je sestavljena, se pravi, iz vročih kamnin na 1000 stopinj Celzija, in potem, če se 2 litosferski plošči ali razmikata, ali ena počina pol, se pravi, lahko bi predstavili kot neke vrste mozol, če tako najlažje, in potem lava pač bruhne. Vulkani so tudi zelo različni, moramo računati, da tudi eni bruhajo samo pepel, eni bruhajo lavo, eni imajo eno in drugo, eni bruhajo pline. Je pa zelo pomembno, da če smo kje, pa da brez kakšnega izbruha, če ne poznamo, da se umaknemo. Bolj nevarni kot lava in pepel, ki je zelo vroč, so plini. Plini lahko različno vpliva na naše telesa, lahko nas omamijo in tudi moramo paziti, kaj se z nami ne zgodi. Kakšna pa je poselitev okoli teh vulkanov? Pri teh vulkanih v južni, v Italiji je kar gosta, saj je tam prst zelo rodovitna. Namreč, če bi imeli mi zdaj možnost dobiti tele koščke lave in bi to zdrobili, je to zelo super gnojilo. Se pravi, da bi to lahko dobili, seveda to velike količine to ne dovolijo. In zato so ljudje se pač tam zraven, ker je zraven tudi more naselili, bujno rastje in seveda bujno rastlinstvo, predvsem pa tudi za kmetijstvo, in potem se zato tudi lahko izkorišča. Kakšno rastlinstvo in podnebje je torej značilno? Južna Evropa ima sredozemsko oziroma mediteransko rastlinstvo in mediteransko podnebje. Vsega sami poznamo, ko hodimo na morje, večinoma na Hrvaško oziroma tudi druge, se pravi poletja vroča. Zime niso tako hladne, to pa zaradi morja, Sredozemskega morja, ki je toplo more in se ne ohladi in potem pozitivno vpliva na podnebje kopnega, ki je zraven. Rastlinstvo je pa tako imenovana makija, to je zimzeleno rastje. Nam najbolj znani med to zimzeleno rastje spada rožmarin, lovorolist. Tipična predstavnica sredozemskega rastlinstva pa je oljka. Moramo zanimivo, če gremo na Slovenijo, se pravi, v Sloveniji imamo tudi oljke, zato lahko rečemo Sloveniji, da imamo sredozemsko Slovenijo tudi, se pravi, do tistega območja, kjer rastejo oljke, je sredozemsko rastlinstvo. Slovenija je torej zelo raznolika. Slovenija je zelo raznolika in dejansko imamo tako super pozicijo v Srednji Evropi, da lahko pokrivamo 4 dele. Poleg sredozemskega podnebja, sredozemskega rastlinstva Alpe, potem imamo še Panonsko nižino, pa Dinarsko gorstvo. Res, tisti, ko pridejo k nam, ko še nikoli niso bili tule,
si težko predstavlja, da lahko v eni uri, se pravi, če greš z Ljubljane, prideš v visoko gorje ali prideš na ravnine, ali prideš na dinarsko območje, kjer so jame, ali pa na morje, no, zelo pestro. No, več o tem še kasneje. Kaj pa, če primerjava južno in jugovzhodno Evropo? Južna in jugovzhodna Evropa sta v osnovi zelo podobni. Lahko bi jo šteli skupaj, ampak jugovzhodna Evropa, kamor štejemo Hrvaško, Bosno in Hercegovino, se pravi bivše naše sosede oziroma države, kjer smo bili skupaj, imajo drugačno zgodovino, drugačno gospodarstvo in zato jih štejemo skupaj. Je tam že nekaj gorskega podnebja tudi, ker je to dinarsko gorstvo, imajo veliko sredozemskega, s turizmom se obadajo, je pa malo drugače tudi glede mentalitete ljudi, namreč v Južni Evropi so doma večinoma Romani, v jugovzhodni Evropi pa večinoma slovanski narodi, torej naši sorodniki. Kako pa se razlikujeta po gospodarstvu? Južna Evropa glavno temelji na turizmu. Jugovzhodna Evropa, razen Hrvaške, seveda se pa tudi z drugimi gospodarskimi dejavnostmi obada. Bosna in Hercegovina, ne smemo pozabiti, da so imeli rudnike. Potem ostale države pa so zelo, Balkana so pa zelo podobne tudi Sloveniji. Pri nas se pravi različne dejavnosti, s katerimi pač pokrivajo vse to. No, večkrat danes sva že omenila, da v osrčju Evrope, kjer je tudi Slovenija, pa leži Srednja Evropa. Na katere naravne enote je razdeljena Srednja Evropa? Če začnemo pri Sloveniji, se pravi, imamo Alpe, ne smemo pozabiti visokogorje Alpe, potem gremo proti severu, imamo sredogorja, na severu imamo pa nižavje, kot je nemško-polsko nižavje. Pri nas v Sloveniji imamo še pa tudi Panonsko nižino, del katerega je tudi naše Prekmurje, pa seveda dinarsko gorstvo. No. Zanimivo pri Sloveniji je to, da se prav stikajo Panonska nižina, dinarsko gorstvo in Alpe in tako tvori eno aktivno območje, zanimivo, tudi zgodovinsko pestro, ne? Zato se prepleta tudi v našem prostoru toliko različnih zadev. Katere države še spadajo sem poleg Slovenije? Naša severna soseda Avstrija, potem Madžarska, Češka, Slovaška, Liechtenstein, Nemčija, Poljska, se pravi, to je ta skupek držav, se pravi, zelo različnih. Je pa zanimivo, ne? Namreč polovica Slovenije leži v Srednji Evropi, polovica pa še del Slovenije pa na Balkanu. Ampak mi se štejemo bolj zaradi zgodovinskega in gospodarskega razvoja, torej bivše državi, bolj k Srednji Evropi, nas tudi naštejejo k Srednji Evropi. Kakšno površje pa je značilno za Srednjo Evropo? Zelo pestro, zelo razgibano, ki je pa omogočilo zelo zanimiv gospodarski razvoj. Predvsem konec 19. stoletja, če rečemo v Srednji Evropi, v sredogorjih Sudetih ali pa se pravi v Nemčiji, kjer je bilo dovolj premoga, tega pravega črnega premoga, ki so ga lahko izkoriščali za industrijo. Ne. Potem na skrajnem severu, kjer so nižavje, so lahko izkoriščali reke, reka Donava, reka Ren, se pravi, v katerih so lahko pluli z materialom. Panonska nižina je pa tako znana kot žitnica Srednje Evrope, se pravi, tako dobivamo tudi žita. Ne. Ena od naravnih enot Srednje Evrope je Panonska kotlina, ki je največja kotlina v Evropi. Kaj pa kotlina sploh pomeni? Gre za ugreznjen svet med 2 ali 3 prelomi, no, da bolj plastično razume, se pravi, znižan svet, ob strani so gorove, ki se lahko višja ali nižja. Kotlina lahko nastane v osnovi na 2 načina. Ali se ta osrednji del zniža zaradi premikanja tektonskih plošč, ali pa se ob strani določeno gorovje zviša in potem je neko območje nastane, ki je širše, večje kot pa dolina. To je tudi ta glavna razlika. Dolina je bolj ozka, med 2 preloma, tam je lahko 3 ali pa več. In kaj je značilno za gospodarstvo v Panonski kotlini? Žitnica Evrope, tako melanholična območje, se pravi raven svet, kjer tudi reke zelo počasi tečejo, rečemo meandrirajo, iščejo tisto najbolj enostavno pot. No. To so tudi naše reke, potem reka Mura, ko gre tak naprej, oziroma reka Donava v Srednji Evropi, oziroma na Madžarskem, ki potem teče proti Črnemu morju, ena taka tipična reka. No. Alpe pa so najvišje evropsko gorstvo, imam prav? Res je najvišje evropsko gorstvo, ki še pa zmeri raste, moramo reči, namreč Evropa leži na Evrazijski plošči, na nas pritiska afriška tektonska plošča in iz dneva v dan tudi naš Triglav raste. Vsi vemo, da, znano je, da je Triglav visok 2864 metrov, ampak dejansko ni tako. Je nekje 20 do 30 centimetrov nižje, ampak vsako leto se nekaj dvigne zaradi pritiska tega. Ne. Alpe so mlado nagubano gorstvo,
ki se začne v Genovskem zalivu v Italiji in potem, ko gre od juga proti severu, se potem v Švici obrne od vzhoda proti zahodu in se prav tule pri nas od Maribora naprej, Mariborsko pohorje, potem počasi zniža v Panonsko nižino. Kaj pa pomeni mlado nagubano gorstvo? To je pa gorstvo, ki še zaradi tektonike zmeraj raste, se pravi, hribi so najbolj, oziroma vrhovi so najbolj ostri, lahko prihaja tudi do kakšnih potresov še bolj. Gorovja se ne uravnavajo, predvsem pa, če v osnovi pogledamo notranji geografski, se pravi, endogeni pojavi in procesi prevladujejo nad eksogenimi. Da razložim, endogeni, to so notranji premikanj litosferskih plošč, lava, magma. Zunanji dejavniki so pa vse povezani s soncem, veter in se pravi, ne vpliva to toliko, zato še lahko to gorovje zmeraj raste. No, nižje gorovje od Alp pa so Karpati. Kaj pa je za njih značilno? Tudi mlado nagubano gorstvo, ki pa se ne guba toliko, tam pa lahko rečemo, da bo relativno hitro že v življenju Zemlje v roku 10 000 let začeli še zmeraj bolj nižati in bodo zmeraj podobni kakšnemu sredogorju, kot je gorovje Ural, ki je mejna ločnica med Evropo in Azijo. Sredogorje ste omenili. Kaj je pa za to značilno? Sredogorje so pa gorovja, ki so lahko visoka tudi 2000-2500 metrov, skoraj kot naš Triglav, ampak tam pa se že počasi umirja, starejša gorovja, starejše kamnine, vedno bolj se čuti vpliv ledenikov, zraka, vetra in to gorovje se počasi umirja, niža, potem pa ponavadi reke, ta material počasi odnašajo. So pa sredogorja bolj zanimiva tudi z vidika izkoriščenja rudnih bogastev. To je pa res, ja. Torej, to ni mlado nagubano gorovje? Ne, ni več mlado nagubano gorsko, temu se reče pa hercinsko gorstvo, se pravi, spada v nek srednji del, ni več. V osnovi se trenutno ne bo več gubalo, kaj bo pa čez nekaj milijonov, 10 milijonov let, ko bo se planet Zemlja drugače spreminjal, bomo pa videli. Kot ena zanimivost naj povem, da se Afrika, se pravi celina, ki je pod nami, počasi deli na dva dela. In tam je en tektonski jarek, katerega ločnica pa potuje prav skozi Jadransko morje navzgor, mimo Slovenije in kaj bo čez 1, 2 milijon, 10 milijard, ne vem, bomo videli, kaj bo naši zanamci videli z našo Evropo, a se bo razdelila na dva dela, to je pa potem odvisno od gibanja Zemlje. Ostalo nam je še nemško-poljsko nižavje. Res, zelo razvito, gospodarsko, pestro, zelo spremenjeno, tam skoraj ni nikjer naravnega rastlinstva več ostalo. Tam, kjer so bili gozdovi oziroma travniki, to smo ljudje spremenili v polja, kjer jih izkoriščamo zaradi hrane, se pravi za prehranjevanje, ali preusmerili reke, zgradili ceste, mesta. Kot zanimivost naj povem, naravno gledano reka Donava in reka Ren med sabo nista povezani, ampak ljudje smo zgradili en povezovalni kanal, reka Donava Majna, se pravi, in ta kanal je, kot zanimivost, to tudi učencem pokažem, je na določenem odseku celo dvignjen nad avtocesto, se pravi, ko se peleš po avtocesti, vidiš rečne ladje, ki plujejo nad tabo, se pravi, ampak česa se je zmožen človek, se pravi, za sebe, tole da lahko potem izkorišča, zanimivost. S tem kanalom so potem povezali, se pravi, lahko rečemo, Zahodno Evropo, potem tudi Vzhodno Evropo. Lahko potujejo ali turistično, ali pa prevažajo različne materiale, premog ali karkoli drugega. Če povzamemo gospodarstvo v Srednji Evropi? Zelo razvito, zelo znane podjetja so tam verjetno od avtomobilske industrije, tudi pri nas imajo različne podružnice, se pravi, da ne bomo naštevali. Potem podjetja, ki so znana po celem svetu, podjetja, ki so danes zelo razvita tudi, ker vlagajo v razvoj ne samo nekega izdelka, ampak da dobijo neko dodano vrednost, da potem lahko to vrne prebivalstvo, da se potem lahko neko območje naprej razvija. Vodilna sila v Srednji Evropi, pa tudi, če gledamo potem v Evropski uniji, seveda Nemčija, zelo razvita država, kjer najdemo različne izdelke. Spoznali smo že 3 geografske enote, katere 3 so nam še ostale? Lahko grejo v Zahodno Evropo, lahko grejo v Vzhodno Evropo ali še pa na Severno. Tako, in zato ostanite z nami, kajti vse to po kratkem glasbenem predahu. Koga bi pozdravil, koga objel, če te ne bi srečal, ne bi verjel,
da sva se ujela na prvi pogled, da sva se ujela, glej brez besed. Koga bi poljubil, koga imel, če te ne bi srečal, ne bi živel. Gledam te, ko sanjaš, ko s tabo zaspi, lepa si, da vsakič le obnemim. Odkud si prišla, ti moj angel z neba? Lepa za umret, lepa za umret. Od vseh deklet si najlepši cvet. Lepa za umret, lepa za umret, lepa za umret. Tudi brez besed, vsak dan spet in spet. Si lepa za umret. Koga bi objemal, koga želel, če te ne bi srečal, ne bi verjel. Ti si tu ostala, ko drugi so šli, v naju si verjela, ti samo ti. Odkot si prišla, ti moj angel z neba? Lepa za umret, lepa za umret. Od vseh deklet si najlepši cvet. Lepa za umret, lepa za umret, lepa za umret. Tudi brez besed, vsak dan spet in spet. To, kar čutim zdaj, bo vedno trajalo do konca, še ko mene več ne bo. Lepa za umret, lepa za umret. Od vseh deklet si najlepši cvet. Lepa za umret, lepa za umret. Si lepa za umret. Tudi brez besed, vsak dan spet in spet. Si lepa za umret. V današnji oddaji spoznavamo Evropo, pa greva naprej z vzhodno Evropo. Katere države spadajo tja? Samo 4 države, Rusija, Ukrajina, Moldavija in Belorusija, zelo velike države. Če bi ta evropski del Rusije dali v Evropi, bi skoraj nas prekrila, ne, se pravi zelo ravne, če pogledamo nerazgibane, ampak zelo pomembne države za Evropo in tudi za svet, saj so to žitnice Evrope, žita, koruza, se pravi za cel svet. In zdaj vidimo, ko je tale vojna med Ukrajino pa Rusijo, da je kar težave s tem, se pravi, in če to se normalno razvija, potem zato se tudi cene, eden izmed tega cene dvigujejo. No. 3 države od teh so slovanske, Moldavija pa ni, se pravi, Moldavci so nekaj posebnega, ampak jih pa štejemo skupaj zaradi zgodovine oziroma skupnih značilnosti. Kaj je torej značilno za njihovo gospodarstvo? Večinoma še zmeraj kmetijstvo, se pravi, res, da je sodobno razvito, večina ljudi si predstavlja Rusijo, to so pa tisti stari traktori na roke dela sploh ne, se pravi, da lahko konkurirajo trgu, seveda so mogli posodobiti to kmetijstvo, je pa še zmeraj največ žit, drugače pa glede gojenja živine tudi tole veliko naredijo, ampak o tem je malo manj znano, ker potem gre to kar takoj tudi naprej, ne za svoj trg, za druge države. No.
Kaj pa je značilno za njihovo podnebje? Podnebje je pa zelo zanimivo. Na skrajnem jugu Črne morje še imajo nekaj sredozemskega, potem pa gremo proti severu, se pride celinsko podnebje, zraven, ki ga imamo tudi v Sloveniji, to tako poznamo, kak je. Nad tem je podnebje, borealno podnebje oziroma podnebje tajge in na skrajnem severu tundrsko podnebje. Borealno podnebje je zelo zanimivo, je zelo podobno celinskemu, ampak ker so temperature že toliko niže zaradi vpliva teh hladnih zračnih mas, tam ne rastejo v glavnem listavci, samo iglasta drevesa, ker težave imajo listavci predvsem zaradi te vegetacijske dobe, no, v tistih predelih. Više od tega, ko je pa že bolj hladno, ko je permafrost, stalni red in led, tam pa dreves skoraj ni. Tam so pa grmičeji, lišaji, mahovi. Moram reči o teh lišajih, ljudi mislijo, lišaji, to je pa nekaj slabe, če imamo težave s tem, ampak v tem primeru, tam, kjer rastejo lišaji, je zelo čisto podnebje, ne? In te lišaji tudi nabirajo v medicinske namene, oziroma tudi velika podjetja jih potem dodajo različna zdravila. Pa nadaljujva s 4. geografsko enoto. Katere države spadajo v Zahodno Evropo? Zahodna Evropa najbolj razvita, največja, se pravi, kopenska država, ne smemo pozabiti. Francija, potem 3 skupnih držav, Belgijo, Luksemburg, pa Nizozemska, ki jih štejemo kot Benelux. Posebnost teh držav so že od nekdaj povezane tudi z začetkom Evropske unije, ter otoške države, ne smemo pozabiti, Irsko in Veliko Britanijo, pa seveda tudi Danske. Pri Veliki Britaniji je zanimivo, poznamo Britansko kraljestvo, ampak v tem primeru v Evropi pa samo Veliko Britanijo, ki v resnici ni otok, saj je del svoje države ima tudi na otoku Irska, ne, se pravi, in zato jo štejemo kot samo državo, ne pa kot samo otok. Kakšno površje je torej značilno? Tudi pestro razgibano, Velika Britanija, Irska, se pravi od nižavi do sredogori, potem Francija, ravnine, tudi žitnica, pa gospodarsko zelo razvito, na skrajnem jugovzhodu imajo Alpe, na jugu Sredozemsko morje, Benelux so pa države, ki so zelo ravne, enako tudi Danska, ne. Na Danskem je zanimivo, tale polotoška država, ki je z te strani obdana z morjem, so v enem predelu, pozabil sem ime, naredili hrib, niso imeli hriba za zimo, ne, iz smeti, se pravi, ne da bi nametali, ampak se pravi, uredili prav smeti, naredili prav višji hrib in potem to izkoriščajo za zimske razmere za otroke, da se lahko tudi tam smučajo. Zanimivost, no. No, to pa je res zanimivo. Kaj je značilno za njihovo rastlinstvo? Rastlinstvo je pa, naravnega rastlinstva je zelo malo. V Alpah, Francije, se pravi, tam še najdemo višinske rastlinske pasove, tam je veliko smučišč, predvsem pa Francija je pa zelo spremenjena zaradi gospodarskega razvoja, ne. Veliko smo, pač ljudje, ki smo se tam naselili, se pravi, preobrazili to rastlinstvo. Enako v Beneluxu, pa enako tudi v Veliki Britaniji in Irski. Tam je zelo zanimivo, zaradi vpliva oceanskega podnebja, po zimi ni tako hladno, poleti pa ni tako vroče. In če primerjamo v travnike, naprimer na Irskem pa Veliki Britaniji, če pogledamo kak film, vidimo, kako so zeleni lahko, če je poletje zeleni travniki, je pa ena ful huda razlika proti Sloveniji. Namreč tam na teh travnikih ne najdemo tako veliko teh rastlin zdravih, ki jih naše krave pojedo, in zato je naše mleko dosti bolj zdrav, oziroma dosti bolj širok spekter ima teh dodatkov naravnih in tudi dosti bolj okusno. Najbolj značilen primer je, če boste šli v trgovine, ne bomo rekli kam, kupite irsko maslo, pa kupite eno slovensko maslo, pa poskusite enega, pa drugega, pa že po okusu vidite, da je irsko maslo dosti bolj kislo, kot zanimivost, ne. Omenili ste oceansko podnebje. Je to značilno za celotno Zahodno Evropo? Skoraj za celotno Zahodno Evropo, ampak moramo reči, da tule na jugu Francije je vpliv sredozemskega, potem imamo gorsko podnebje v Franciji, drugače pa Velika Britanija, Irska, Francija, pa vse Benelux imajo to oceansko podnebje, namreč ta severnoatlantski tok, dejansko njemu se moramo zahvaliti, da sploh v Evropi imamo trenutno življenje. Namreč, če bi se nam to zgodilo, kar se 15.000 let nazaj v času pleistocenske poledenitve, da se ta severnoatlantski tok, ki je bolj topel, umakne na jug proti Afriki, moramo se obuti, obleči, lepo iti v Afriko, tule bo kilometer ledu ali še več in bomo ljudje težko preživeli, ne. Takrat se je pa na srečo se pravi tole spremenilo in danes imamo to rastlino, oziroma to poselitev Evrope, ki jo imamo, ne.
Rekli ste, da je tudi Zahodna Evropa zelo razvita, pa če še enkrat povzamemo gospodarstvo. Res, ena najbolj, oziroma v Evropi gledano najbolj razvita regija, se pravi največ znanja vložijo, se pravi najbolj napredna, tudi turistično najbolj zanimiva ta velika mesta London, Pariz ali pa Bruselj, se pravi, ki je središče, kjer je največ ustanov Evropske unije s Strasbourgom, se pravi, pokrijajo zelo širok spekter, zato so tudi bolj uspešni in če je slučajno kaj neuspešno, se pravi, se hitro vedo preusmeriti, prestrukturirati in drugače odreagirati, kar je tudi prednost te Zahodne Evrope. Seveda tam pa tudi dovolj kapitala, da lahko do tega pride. No, ena geografska enota nama je še ostala. Res je, to je pa Severna Evropa, glih prav, da Severna Evropa, namreč kjer prihaja čas zime, prihaja čas snega, tam imajo tega zelo veliko. Islandija, otoška država, potem Švedska, Norveška, Finska. Vse vemo, kdo je na skrajnem severu doma, kdo zdaj pripravlja tam darila. Zdaj, če koga zanima, si lahko na internetu pogleda, se prav živo vidi, kako palčki pripravljajo ta naša darila, ki jih bojo napisali. In upam, da je vsak napisal Božičku, kaj si želi. No? Glih prav pripravljajo, mi smo v šoli pogledali tudi že jelenčke, da bodo to dolgo pot zmogli. Ne? Zelo zanimiva je Severna Evropa, tudi z vidika geografije, namreč zraven je polarni pas, polarni dan, polarna noč, imamo na skrajnem severu Švedske, Norveške, Finske, kjer po zimi ni sonca. Sploh niso, oziroma minimalno uro, dve, poleti je pa lahko tudi polarni dan, ko imamo 20 ur samo dan. Ne? Kako pa je to mogoče? Zaradi deklinacije oziroma naklona našega planeta Zemlje in potem, ko se rotiramo okrog našega Sonca in nastane letni čas in ta polarni dan se zgodi takrat, ko je navidezno Sonce bolj na južni polobli, takrat živali lahko tudi dolgo spijo, takrat je tudi bolj hladno. Zaradi tega imamo tudi bolj dolgo zamrznjena tla, več snega. Če primerjamo Slovenijo, lahko rečemo, da vsaka snežinka na severu se ohrani, pri nas pa ponovadi je bolj topla in snežinka izgine. To je tista zanimivost Severne Evrope. Poleti pa je drugače, poleti pa lahko to, se pravi, sneg skupni, ampak sonce pa ni dovolj toplo, da bi stopilo ta permafrost čist do globine. En tak zanimiv primer je Finska, dežela tisočerih jezer. Če posnamemo vsako leto, pogledamo fotografijo satelitsko od Finske, lahko vidimo, da se oblika jezer, velikost jezer spreminja, saj mati narava tam bolj poskrbi zaradi tega, enkrat bolj stopi se led, drugič manj, da se spremeni. In pri teh jezerih, če boste tam potovali, stopite v jezero, zgoraj 10-12 stopinj, ko pa daš nogo not, če je pol metra, naenkrat čutiš hlad na nogi, zato ker je spodaj še se zmrznjeno. Tako da ni se dobro to tam dolgo zadrževati zaradi tega. Je pa zanimivo. V zvezi s Severno Evropo slišimo velikokrat izraza planota in fjord. Res je. Fjord je ena posebna oblika, je preoblikovana rečna dolina. Nekoč je bila tam reka, potem je bila ledena doba, v zadnji ledeni dobi so ledeniki to območje te doline pokrili in potem zaradi svojega delovanja, svoje moči, raztezanja, to dolino spremenili iz črke V v črko U. Po zadnji poledenitvi so se odstranili, odšli, če tako rečemo, zalilo jih je morje. In danes, kot zanimivo, če boste potovali z eno veliko turistično ladjo, se lahko potem fjordov nekaj 10, 20, 30, 50 km odpeljete v notranjost v Švedske in to potem ne samo turistično zanimivo, vpliva tudi na vegetacijsko dobo. Namreč, kljub temu, da je tam na severu, da imamo tundrsko podnebje, kjer so mahovi, pa lišajna, tudi to oceansko podnebje vpliva na to pestrost sestave. In če pogledamo oddaleč, vidimo, vse to so pa samo trave oziroma kamni, ampak Skandinavci vedo to turistično tudi zelo zanimivo območje prodati in to je tista ena pika na i, da se vedo zmeraj oni znajditi v tem primeru tudi. Ne. Če govorimo o Islandiji, pa velikokrat naletimo na besedo gejzir. Res je, gejzir je pa neke vrste ekonom lonec, se pravi, ti imaš not vročo vodo, potem spodaj nek se pravi lavo in potem, ko se to segreje, lahko znese navzgor. Ni samo znana Islandija potem, ampak v Evropi je res najbolj znana. Zanimivo na Islandiji je pa tudi, da imamo poleg ledenikov, če boste tja potovali, ima zraven tudi naravna kopališča, se pravi, ko imajo vodo 30-40 stopinj, to vodo lahko uporabljajo, oziroma oni to uporabljajo, tole za ogrevanje, za kuhanje. Nedolgo nazaj sem gledal eno oddajo,
ko je nek kuhar, se pravi, naredila sta kruh, šel je ven na dvorišče, ima nek pokrov, dal kruh not, čez 24 ur se je ta kruh na tej vroči pari spekel, imel drugačno konsistenco, ampak zanimivo, da je bilo tole. No. Islandija je tudi zanimiva zaradi tega, ker neprestano iz dneva dan raste, zaradi ognjenikov, in je tudi celina, se pravi, kjer je ta atlantski hrbet, ki počasi gre na razen, kjer nastaja neka nova celina, tako da, če se kdo boji, si naj na Islandiji kupi kakšno parcelo, da bo imel kamkoli iti, če bi slučajno kaj takega, bo nekaj novega. Kot sva že danes večkrat povedala, je Evropa zelo razgibana, ima tudi veliko znamenitosti. Za konec imate mogoče kakšno vašo najljubšo znamenitost ali pa kaj vam je najbolj všeč v Evropi? Če verjamete ali ne, Slovenija. Namreč naša država ima 4 naravne enote. Blizu smo, če pogledamo še stilom 500-600 tisoč kilometrov do katerega koli drugega velikega mesta, ali z avtomobilom, ali z letalom. Najdemo morje, najdemo gore, najdemo ravnine, najdemo termalne vrednosti, najdemo jame, se pravi, res imamo zelo pestro na teh 20.273 kvadratnih kilometrih in smo lahko ponosni na to in tega bi se mogli mi tudi sami bolj zavedati. Se pravi, lahko rečemo, imamo Alpe z gorskim podnebjem, celinsko podnebje, sredozemsko podnebje in je res zanimivo in zelo zanimivo, da to bolj raziskujemo. Ne samo te velika mesta, ko jih poznamo, Ljubljana ali pa gremo Koper ali pa Prekmurje, ampak tudi manjše vasi in druge znamenitosti, ki pritegnajo lahko nas, potem bojo pa tudi tujce. In se mi zdi, da je to tista osnova za nas za naprej, da bomo vedeli dovolj pokazati drugim, to spoštovati, predvsem pa, da bomo lahko to izkoristili za razvoj Slovenije. Tako, hvala za tole misel in za današnji obisk v studiu ter vse informacije, ki ste jih danes delili z nami. Hvala tudi vam. No, s tole mislijo pa zaključujemo našo današnjo oddajo. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri.